Zadružni dom Solčava s 60-letno tradicijo še vedno išče novega lastnika. Pri obnovi del na progi Celje-Zidani most se izvajalci del srečujejo s težkimi kovinami obremenjeno zemljino. Zmago proti Gorici celjski nogometaši do prve zmage v novi sezoni. Za uvod v novo košarkarsko sezono regionalni derbi med Laščani in Šentjurčani. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan in lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. V Solčavi so minuli konec tedna potekali tradicionalni solčavski dnevi. Letos so jih pripravili že 25. zapovrstjo. Z našo kamero smo ujeli utrip nedeljskega dogajanja, ki je bilo v prvi vrsti posvečeno 60-letnici zadružnega doma. Zadružnik je še vedno eden osrednjih objektov v občini, ki ga po stečaju Zgornje Savinjske kmetijske zadruge Mozirje zaenkrat še neuspešno išče novega lastnika. Ko so pred 60 leti v Solčavi postavili zadružni dom, je bil ta središče dogajanja. V njem so bili prostori solčavske kmetijske zadruge, dvorana, trgovina, ambulanta in gostilna. Zaposlenih je bilo kar 68 ljudi. Zadružni dom živi 60 let skupaj, neprekinjeno deluje ves čas. Zgradili so ga Solčavani. Bila je takrat zadruga Solčava, kmetijska zadruga, in so ga zgradili tako rekoč, zinvestirali in tudi z številnimi udarnimi urami so ga zgradili. Zdaj pa deluje 60 let. Seveda se je to v 60 letih prišlo do združevanja zadrug in je bila to zadruga, kmetijska zadruga Mozirje, pa vendar solčavski zadružnik še vedno deluje in v njem se je v teh 60 letih dogajalo marsikaj. Zadružnik je bil torej nazadnje v lasti Zgornje Savinjske kmetijske zadruge Mozirje. Po njenem stečaju stečajna upraviteljica zaenkrat še ni uspela najti kupca. Upam, da tudi s pomočjo lokalne skupnosti nam nekako uspe, da spodbudimo, da se v tem domu začne dogajati še več. Gostilna že ima lastnico oziroma trenutno najemnico, je še pa veliko prostora, občinska dvorana, potrebna prenove in na to ta zgornji prostor včasih, tako so rekli prej v začetku, včasih so bile gor sobe in marsikaj se je dogajalo. Vsako leto že poudarjam, zdaj 3 leta, kar sem na položaju, da močno podpiramo društvene dejavnosti. To se pravi, najprej vidim domačine, ko bodo vzeli stvari za svojo. To se pravi, so najprej domačini tisti, le tako bomo znali svojo zgodovino našim naslednikom prenesti in pa obiskovalcem Solčavskega. Vsaj gostinski del zadružnika pa živi kot nekoč. Po stečaju zadruge ga je prevzela Ivica Poličnik. To je bilo pa taka velika življenjska prelomnica v bistvu. Službe 25 let pri zadrugi bivši, pol je pa v bistvu čez noč služba ali brez službe. In smo se pač odločili za službo, za najem. Stari lastniki niso ne obnovljali, v bistvu ne vzdrževali ničesar in zdaj se pa mi trudimo določene stvari izboljšati, kakor jih moramo, kakor se da. Sicer pa so letošnji solčavski dnevi, ki so bili že 25, v 3 dneh znova postregli z raznolikim dogajanjem. Že v petek smo imeli tukaj koncert v cerkvi Marije Snežne, ki je bil izjemno dobro obiskan. Odprte so bile številne razstave, dogajajo se včeraj, danes filcarske delavnice. Veste, da je polstenje, filc, tako rekoč iz Solčave se poneslo širom po Sloveniji. V centru Rinka imate na razpolago številne razstave, kot vedno vodenje, film o Solčavskem, pa izvrstne sladice. Po celi Solčavi imamo štante, se pravi kmečko tržnico in pa tržnico obrtnih dejavnosti. Prevladuje dobra, odlična lokalna prehrana, pa seveda rokodelski in filcarski izdelki iz Solčave in od drugod iz doline. Sama sem športnica po duši že od vsega začetka in športniki so bili zelo dejavni, bom rekla, delovni na igrišču, nogomet, včeraj raženčbal rečemo, v smislu ročnega nogometa, danes je bil šahovski turnir, včeraj smo imeli slavnostno otvoritev novega prostora društva Bicke.
v lovskem domu je lovska razstava, marsikaj se dogaja, povsod po Solčavi. V Solčavi bo veselo tudi prihodnjo soboto, ko občina na praznik zavetnice Marije Snežne praznuje občinski praznik. Ob tej priložnosti bodo zaključili tudi 10-letni cikel obnove tamkajšnje cerkve Marije Snežne. V okviru obnovitvenih del na železniški progi med Celjem in Zidanim mostom, ki so skupaj vredna skoraj 300 milijonov evrov in bodo trajala do vključno leta 2020, se izvajalci srečujejo tudi z izkopom s težkimi kovinami obremenjene zemljine. Ob nedavnem obisku ministra za infrastrukturo smo izvedeli, kako skrbijo za zaščitne ukrepe. Ena od posledic aktualnih del je tudi zapora Teharske ceste pri podvozu pri Glavni pošti, ki bo trajala vsaj do konca počitnic. Izkopana onesnažena zemljina mora biti zaščitena pred vremenskimi vplivi, da ne pride do posledic za zdravje prebivalstva. Tukaj imamo vso deponijo, ki smo izkopali na materialu na začasni gradbiščni deponiji, prekrita je z UV folijo, ki je varjena, tako da ne more priti do izpiranja. Izdelujemo načrt za te odpadne zemljine in mislim, da bo to v prihodnjem tednu rešeno z tem načrtom. Zaenkrat je zemljina začasno deponirana, zaščitena, tako da ne more prihajati do emisij v okolje. Kasneje pa bo to urejeno v skladu s tem načrtom, ki se torej pripravlja. Predvideno pa je, da se bo zemljina ustrezno obdelana in potem kot nenevaren odpadek odložena. Zgolj na tovornem delu celjske železniške postaje je izkopane zemljine za okoli 30 tisoč kubičnih metrov. Da smo prišparali pri samem izkopu in pa pri nasutju zemljine, smo uporabili stabilizacijo z cementom in pa z apnom, tako da je prišlo do manj izkopa zemljine, približno 30%. V okviru del pri celjski potniški postaji je od začetka julija zaprt podvoz pri Glavni pošti. Poteka vse v terminskem planu. Ta podhod pod Teharsko cesto bo odprt nekje 30. avgusta, začetku septembra in potem pa še čez nekaj časa še približno ena zapora. Dokdaj pa so predvidene motnje cestnega prometa pri delih v Celju? Na celotni postaji Celje bodo večji del končani konec leta, pogodba pa poteče 26.4.2018, ampak do konca leta bo večja dela narejena. Seveda si lahko le želimo, da bodo zaprte prometnice čim manj ovirale promet, ko se bo znova začel šolski pouk. V tretjem krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši velenjskega Rudarja z 0:1 izgubili na gostovanju v Mariboru. Do prve zmage v novem državnem prvenstvu pa so prišli Celjani, ki so sinoči v areni z Dežele z 1:0 premagali Gorico. Junak prve domače tekme celjskih nogometašev je bil Lovro Cve, ki je dosegel edini gol na srečanju. Celjani so s tem prišli do zelo pomembne zmage, obenem do prvih točk v novi sezoni. Mislim, da je bila v določenih trenutkih ali pa obdobjih tekma dobra. Sicer pa mislim, da smo tekmo mi dobro začeli, prvih 5-10 minut. Potem pa je Gorica prevzela pobudo, nekako se nismo najbolj znašli v določenih segmentih igre. Tako da je Gorica prevladovala. Je pa res, da ni pa bilo nekih izrazitih šans, ampak ni pa bilo to prvi polčas, to, kar smo si želeli. V polčasu smo se dogovorili, kaj moramo popraviti in mislim, da nam je to tako z vidika pristopa kot z taktičnega vidika to uspelo. Nekako smo obrnili tekmo, mi prevzeli pobudo in dali gol iz lepega slovanja med igralci. Potem se nekako tekma lomila, Gorica je spet začela pritiskati. Mi smo imeli neke situacije na odprtem prostoru, ko bi jih verjetno lahko precej boljše tudi izkoristili, ampak jih nismo, vidi se še malo neuigranosti. V zadnjem delu je pa Gorica izrazito pritisnila, bila kvalitetnejša, tako da smo kar trpeli. Ampak čestitam fantom, danes so pokazali
srce in tudi s pomočjo publike nekako smo zdržali do konca in zmogli. Mislim, da je bila dobra tekma. Prvi polčas smo bili mi odlični. Izgubili smo tekmo zato, ker smo plačali davek slabega štarta v drugi polčas, ker tam smo v bistvu bili preveč pasivni tistih 15 minut, ker smo dobili ta gol. Tam smo spet pritisnili, imeli smo dosti strelov, dosti blokiranih strelov, dosti v okvir, dosti van z okvirja. Vendar na koncu nismo dali gola, tako da smo izgubili tekmo. In treba čestitati ekipi Celja za zmago. Veliko mirnosti sta v ekipo vnesla novinca Dejan Kelhar in Luka Žinko. To se je videlo že na tej njuni prvi tekmi. Ja, predvsem se vidijo izkušnje. Kljub temu, da obema manjka minutaže, še posebej Kelharju, ampak vseeno je to, ima tako neki sezon za sabo, tako da se vidijo izkušnje in kvaliteta in definitivno sta danes svoj posel opravili. Celjani zdaj vse misli usmerjajo proti Aluminiju, s katerim se bodo pomerili konec tedna. Dobro, Aluminij je že spomladi pokazal kar nekaj kvalitete, zdaj v tej sezoni se vidi kontinuiteta dela, odlično so štartali v prvenstvo, danes sicer sem videl visok poraz, nisem še, ne vem kaj se je dogajalo, ampak definitivno so ekipa, ki ve, kaj hoče. Mi se moramo najprej seveda po tej težki tekmi regenerirati, analizirati tudi to tekmo, ker mislim, da imamo velike rezerve v igri. Je pa res, da je tekmo že v petek, tako da časa ne bo veliko, ampak po svoje pa ravno prav. Obračun četrtega kroga državnega prvenstva med Aluminijem in Celjem se bo v Kidričevem v petek začel ob 18. V Rogaški Slatini so sinoči opravili žreb v novi sezoni Lige Nova KBM. V njej bo igralo 10 moštev, med njimi tudi 4 moštva s Celjskega. V prvem krogu, ki bo na sporedu 7. oktobra, se bosta v Laškem v regionalnem derbiju pomerila Zlatorog in Tajfun. Rogaška bo v uvodnem krogu gostila Helios, Polzelani pa bodo gostovali pri Sixt Primorski. Preostala para bosta Šenčur Krka in Olimpija Ilirija. V prvem krogu ženskega državnega prvenstva bodo branilke naslova, košarkarice Cinkarne Celje, gostovale v Ljubljani pri Ježici, Konjičanke pa bodo v uvodnem krogu v svoji dvorani gostile ekipo Triglava iz Kranja. V dvoranah Golovec in Zlatorog se je včeraj zaključil uvodni skupinski del Evropskega mladinskega prvenstva za rokometašice. Slovenke so v zadnji tekmi skupinskega dela v Golovcu s 26:20 izgubile proti Danski in se bodo po osvojenem 3. mestu v skupini C v nadaljevanju prvenstva borile za uvrstitev od 9. do 16. mesta. Naslednje tekmice Slovenk bodo jutri o 15. v dvorani Golovec rokometašice Španije. V četrtfinale med 8 najboljših reprezentanc Evrope so se uvrstile reprezentance Danske, Črne Gore, Madžarske, Nizozemske, Rusije, Norveške, Francije in Nemčije. Pred nami je najbolj vroč teden letošnjega poletja. Jutri bo jasno in še bolj vroče, najnižje jutranje temperature pa od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Predvidoma do začetka prihodnjega tedna bo predvsem sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev. V sredo in četrtek bo pretežno jasno in zelo vroče. Predvsem v sredo zvečer lahko ob meji z Avstrijo nastane še kakšna vročinska nevihta. Ja, le poskrbimo, da bomo dovolj v senci, pili dovolj tekočine in ne imeli prevelikih naporov. Hvala lepa, ker ste bili danes z nami. Bodite z nami tudi jutri ob 18:30. Nasvidenje.